Evo, zdaj vam samo na hitrico pokažem, pa vam bom pa naredil uvod. Evo, Grindenwald je to mestece kle spodaj. Vsega drugačnega dosti je že rob, ne? To je, tako bi rekel, na varianti k Engelberg, tako višinsko mesto, in potem od tega imaš potem brege vse okrog, koliko sem vam pokazal. Ampak tale na primer je svetovna. In ja, evo, mi moramo tja goriti, tle gor, in od tukaj gremo v uno smer zadnji gor in bom pokazal pol breg zadnji. Mislim samo, da gremo iza teh dreves, če se ga še sploh videl. Pot ne bi trajala 3 urice pa pol gor do jezera, potem pa malo še bo videla, kako vas časom, pa malo potem še kakšno urico pa pol do Reti vrha. Bomo pa tudi videli seveda, kako bo s potjo, ker še enkrat je šla kakat le. Imamo potem še do vrha gor, Reti breg, ko je 2730 tam neki višine. In ja, to bo zdaj to. Kakšna specialiteta od tega ni, to so spet smučišča in pohodniško klej, toliko folka. Koliko so pa klele folka videla, ga pa še niso videla. Evo, zdaj smo prišli malo na par metrov gor, torej zdaj smo na Jurija 400 metrov. Začeli smo z Jurija in na pot, strma je, ful, ampak je pa asfaltna. Taka oska asfaltna pot, tukaj se lih ne vidi, koliko je naklona, ampak drugače je kar strmo to. In ja, boh, in to je zdaj še naslednje 2 ure, tako ba je. Drugače pa tukaj je, ko bi rekel, neki dom glečerjev, a pa jih je ful. Glečer je ledenik, tukaj je ful ledenikov. Naprimer, evo, vam pokažem tukaj. Tukaj je, pol tukaj so, pol če bi šla z gondolo čez te brege, bi jih v zadnji še več bilo, ker tukaj pa dom, tukaj je dom visokih gor v Švici. Najvišje gore v Švici so Bern pa Wallis. In tukaj so gore nad 4 Jurje. In ja, tako da mi dva greva na... Ja, pač od 2 Jurja dalje so. V bistvu mi dva greva na 2700, če nam bo ratal. Ampak rečemo malo, tako 2200 je tudi ena. Tukaj dol se danes je padalcev toliko, kakor sem jih pa danes padalcev videl, jih pa že dolgo cajta nisem videl. Ja, upam, da se tega zdaj ne sliši, ker te zadnje se ful sliši, kako sem snimal, ko obračam kamero. Ja, tam na vrh gor brega je pa, da bi bila kača tako gor. A pa je lahko rok. Bomo mi, se mislim, da prideva tja gor. Če ne drugega, prideva bližji, pa bomo že pokazali. Je pa trenutno je pa sončno, sonce sveti ful. Delno oblačno tako je. Napovedan je zdaj kar jasno, pol popoldne pa malo bolj oblačno. Samo upajmo, da ne bo prišli oblaki sem, da so dejansko razkadili. In ja,
Vroček pes. To pa je, tudi če je čist malo, ampak je dovolj sonca. Čeprav imamo 15 stopinj ali koliko, tam nekaj je, ampak sonce je vroče, ne boste verjeli, ampak je. Evo, to je zdaj prva makadamska pot. Do zdaj bil sam asfalt, smo na dolžni 500 metrih, s tem, da sva zdaj midva prišla na pač makadamsko pot, ne? Ampak mislim, da tam naprej vidim spet asfaltno in tukaj se prav pozna. Kakor je cesta, vozna cesta, so bajte vse posod. In to samo te, večinoma te turistične planinske koče, ali kaj bi temu rekel, ko si lahko najamaš tele ferien wohnung ali pa ferien zimmer, to so te dopustniške sobice ali pa stanovanje ali apartmaje, kakorkoli, ko imaš tukaj potem dopust. Tukaj drugače ni švoh, ne? Če si tak za v hribe pa to, je tukaj luksus glede tega, kakor je Engelberg, na primer, isto. Sam se mi zdi, da tukaj je bolj. Tukaj imaš tudi tele ledenike, te brege, teh je ful je tega, ne? In vse smeri. In moram reči, da tukaj je kar fajn, ampak parkplac je drag ka pes, za cel dan 25 evrov, niso normalni. Nisem dal to, sem dal manj, ampak ne, ko smo šli v Rothorn, je bil za cel dan 5 evrov, tukaj pa 25. To je katastrofa od katastrofe. Zgleda, tukaj bolj živijo od parkirnine, ka pa od vsega ostalega, ker adijo, no. Nenormalno, res. Ampak je pa kaj za videti, ne. Tam je postaja, se gondole ustave, ne. Če se folk vmes ustavi pa hoče iti potem naprej dalje peš. Tam gor je rok, sam mislim, da mi ne gremo tja. Evo, gled, koliko sem rekel, gled asfaltna pot spet dalje, ne. Mi gremo Bach alb See, ja, evo ga, pa Faulhorn. Faulhorn 4 ure. Faulhorn je pa na poti do Reti. Mislim, da greš mimo Faulhorna, da prideš na Reti gor, ne bom pa trdil. Ampak mi gremo zdaj v Waldspitz, v bistvu Bach alb See, tja greva. In gremo tukaj levo gor zdaj. Ne, tukaj levo gremo. Mi gremo Bach alb See, ne. Če gremo tja, bomo šli ven iz poti, bomo krog delali. Če gremo tja gor, ne. In mi gremo pa tako, mi moramo pa tja tako dol iti. Tam dol v zadnji je jezero, tja do unga jezera greva. Do jezera prideva, pa videla, koliko bo imela še moči. Ampak vidite, na teh tablicah, ne, vse ostale so rumene, to pomeni, so navadne poti, ko greš lahko z otroci, z vozičkom itd., ne. Razen Bach alb See pa Faulhorn, te dva sta pa za Bergwanderung, torej hribovska, ne. Tukaj pa ni več navadno šetkanje, ampak je pač že tista pač oska pot itd., ne. Tako da vedno te, ne, tako sem že prej parkrat povedal, pa bom še enkrat, bela, rdeča, bela, je težavnost 2 in 3, ima 4 težavnosti. Prva težavnost je rumena, ne, T1 je rumena, oznaka, tako ste videli zdaj. T2, T3 je bela, rdeča, bela. To pomeni, da moraš imeti primerno obutev, malo več kondicije. Naprimer, T3 je že potem, da morate že malo, mogoče že malo z rokam si pomagati. T4 je pa bela, plava, pa bela. Tisto rabite imeti pa plezalno opremo. Pa čelado, pa vse te stvari. In ja, še tega majstra pokažem bolj. Ne vem, če ga sploh vidite. Jih je ogromno. Koliko sem jih danes videl. Evo,
Zdaj vam še tole pokažem, ki je lih tako svetovno. Ja, jaz tudi, jaz sem že lačen ko volk. Kje imaš pa banane? V ta velikem. Nekaj od spoda. Ja. Evo, zdaj smo prišli malo višji gor, sva videla to tablo in zdaj vam bomo pa pokazali tukaj. To je alpinski gozd in tele alpinski gozdovi so razporejeni različno, kot samo posamezno, v kosih tako ali pa v grupah. In tam, kamor je pač bilo prej ni bilo možno pač toliko lahko preživeti kao za te drevesa, pač obnovo in tega so se pač tele lukne nastale, ne? Tako da pač so tele jase pa to. Ne? Mantle of the treetops is not completely closed. Torej, gor tele niso čisto zaprte, tele konice, kao čisto prav razumem. Na robovih pa so, ker v tej smeri se je kao ta gozd naravno oblikoval. Tele individualne drevesa v takih grupah so enake v višini in v debelini. Razlika med drevesi v starosti je ogromna in tudi po 100 let. So drevesa, ko so starejša, ko so že nehala rastati, ko pa naprimer zraven na obrobjih so pa potem te mlajša, ko še imajo za rastati, pa še morajo zrastati v tiste višine, ko je treba. Tako, ko se razporedijo ponavadi, ne, torej starejša v sredini, mlajša po robu, naredi bolj gozd, bolj te grupe dreves naredi bolj, skupine dreves naredi bolj odporne proti zmrzalim pa vse tem stvari. Torej, klele the close mantle of the three tops of a group. To je tako, to je približno tako, ko so same drevesa, kamen se je na nos priletel. Ko so samostojna drevesa, to je taka pač grupa, ko je 6 velikih dreves, pa z mladimi zraven, so pa na levi, to je pa to. In potem v grupi so pač tekmovanja za nutrition, torej za hrano in za svetlobo, ampak drevesa pač ima ki živijo skupaj, imajo nekaj od tega, ne? Da jih ščiti pred zmrzaljo in dehidracijo, pa eno drugo podpirajo v nevihtah, ne? Torej so skupaj povezane. Ne? In naprimer, ker so zaprte, tele closed shape, nekaj zaprta oblika, je potem sneg pada na straneh dol. Naprimer, in razlika po gozdovih v nižinah je tale bolj odporna in niso tele grupe, ali pa gozd ni v nevarnosti, če pač eno grupo uniči nevihta ali pa plas ali pa hrošči. Tako, evo, drugače pa si lahko itak sem toliko priblizu posnel, tako da imate tudi tole, da lahko si pauzirate pa preberete v angleščini, če slučajno moja tale ni bila lih najbolj smiselna. Moj prevod ni bil najbolj smiseln. Drugače pa ja. Zdaj smo pa na 1840 metrih, naredila sva 800 metrov tam neki višine in napredujeva ka zmešana. Predvidevam, da ima še ene 400 metrov do jezera višine. Zdaj pride kle en kolesar, ki ne bi smel. Hello. In kaj je prišel?
Podal. A Bodavc? A, evo ga. Pa breg gor. Vidiš? Ja? Pa v zadnji breg. A, sploh ni več daleč. Kako lepo on jadra, v tandemu sta. Ja, boriva se, ne dava se. Ura je že 12, pa še malo. Pa sem pomizila gori. Pa še nismo niti gor. Rečemo 1-2 ure. Sva že na pot, še malo več. Za teh 800 metrov. Ampak moram reči, da je strmo. Strmo, zdaj ima tako pot, ne. Je že taka fajn, tako, taka super pot je drugače, no. Super pot je, ampak je pa strma, naporno je. Strma je pse. To ne moreš vedeti. Res, do zdaj ena se mi zdi, ena težjih, tako, ena bolj napornih poti, no. Ampak bolj strmo, kaj je, bolj metre nabiramo, ne. Ja, samo. Ampak, evo, zdaj pa vreme še. Tle je lepo, tle se črno malo nabira, sam zadnji je že plavo, tako da tu mora sam čez iti. Tako da ima, da to spakira. Da ne bo slučajno tako kot Rothorn naredil nam, da nam rekel kaj na glas, ne. Probamo biti family friendly, ne. Ja. Ampak zaenkrat pa tako, potka je taka, nič ni, da bi rekel, tem bilo eno, kaj je že tisto, ni jezero, ampak je kaj že bilo tisto, kaj ribnik, no. Tako ribnik, ja. Mali ribnik, tako z klopcem. Pa nisem posnel. Nazaj grede ga bom posnel. Če bo šla po isti poti, ja. Evo. Evo, prišli smo spet do nekega checkpointa, pa to vam moram pokazati. Prvo vam pokazati tole, da smo odražam. Tukaj mi gremo Bach-Alpsee, uro pa pol še, ali pa uro 15. Gor bomo gledali Rožice, dol bomo pa zgleda Švica. Tukaj spodnji ne gremo, Bord pa Grindelwald, ja nas ne zanima. Smo na Waldspitz, na 1920. Bus Alp, ne? Zdaj bomo pa to pokazal. Vidite bus narisan, ne? Gledo. Tukaj dejansko gor se vozi avtobus. Po tej cesti. Ne? Se vozi avtobus. In pa greš lahko tukaj. Tukaj sem mislil, da bo šla. Sam je pa za enega 100 evrov karta za gor pa dol. Da greš z gondolo, ka peš ne moreš. Ko sem hotel iti peš, pa ne moreš, ker greš čez preveč ledenikov greš. In je prenevarno. In zato sva šla pa potem tukaj, da bo imela razgled na tale Jungfraujoch. Zato sva šla pa sem na tale Reti, če bo Bog dal, da pridemo gor. Drugač pa ja, evo le. Torej, gorska linija. Grindelwald, Busalp, Grindelwald, Waldspitz, Busalp, Scheideweg, Schwarzwaldalp. 62. Za 3 dni. 3 dni si kupaš karto, za 3 dni. In se imaš za 62. Ni šloh, no? In se z avtobusom sem gor pripeleš. Kaj ko smo zdaj? Tukaj, kakšna kučica tukaj, ne? Tam gor smo pregledali, ko smo rekli, če je rok, ne? Da vam že tole pokažem tukaj, če smo že tukaj. Do? Ja, do one, tam dol spod je 40 minut, ja. Do tam dol. Kako klele. Smo pa že skoraj gor, no. To mi dva ruživa, tole trga, mi dva za nama se kar kadi, kamni v luft letijo,
Ni, da ni, to oni mislijo, da mi dva greva s kolesi gor, kot tako leti za nama vse. In ja, evo. Še imamo pa gor, tako easy. Sploh poletala nisva, ne? Tako lahko je bilo. Kje verjadno? Ja. Ale, tukaj imaš še štacion, da si lahko e-bike nafilaš. Se naješ. Kaj pa če sem lačen? Menu je 23, 20. Flash salat. Flash salat je 20. Vidimo še tam malo menu, da vidim, da vam povem. Itak zdaj lahko rečem euro, frank, isti šmoran je. V bistvu je frank še malo močnej. Ja, je kar od 20 pa do 40 frankov je kosilo. Tako da, ne hvala. Raj si za 40 frankov kupam en spominček, en del kakšne opreme ali pa neki, da bo lahko non-stop uporabljala sabo imela, ko bo za par let imela nekaj od tega. Kaj pa tukaj, da se najem za te pol ure, bom pa spet lačen. Ja, zdaj vam še tukaj pokažem hiter, ko pridemo iza vogala. Ja, se gre gor do jezera. Ono. Viš? Ne, da. Veš, je v redu. Ja, tukaj malo svalih iza tistega ovinka. Tukaj je slab. Ja, vidite tam pred nami, ne? Tukaj gor, mislim, da še don šla. Ker je tako lepo balkonček, pa potem ob pečini lepo po balkonu hodiš do one restauracije. Sam bova videla. Več pa je. Zdaj mislim, da tukaj počas za tem pukeljčkom bi moglo biti jezero, ampak ne bom trdil, vse pa oblaki nabirajo, ne. Tako da ne vem, če bomo kaj videli danes udareti. Ker če bo takole, 100% ne grem gor. Prvo navarno je, da te kaj poča, pa kakorkoli, pa kamni, pa to pa mokro, pa lahko hitro sklizneš, pa padeš, ne. Tako da, pa tudi razgledani, tako da, pol je brez veze, ne. Tako da, upajmo, da se to razkadi, da vam imam še kaj za pokazati. Je pa asfalt je vroč, ali pa pač ta cesta je vroča, puhti vročina, ne? Ko pa zapiha, pa leden zrak zapiha, ne? In se non-stop menjava, non-stop tako, sekunda vročina je spodna, pa 2 sekunde veter, pa tako. Tako, ampak smo pa že nad, kako se že reče, gozdno višino. Ni več klele gor, kaj dosta. Tu so zdaj tiste grupe, ko so pisali, ne? Grupe pa individualne, tele samostojne smrekce, ne? Ali drevesa, kakorkoli. Rekel drevesa, ki je vse. In gledajte to. Tukaj imajo prav bajtice, kravice, evo, slapke, ne. Mi moramo pa tja vzadi dol nekam, iti tako tam lih vmes, ko vidite malo svetlo. Piha zoprno. Tukaj gor moramo iti, tukaj imam teh krav. In ja, evo pa smo na skoraj na 2 jurja metri. Pa imajo tukaj take hiške, tako cesto, ne. Piha, prav piha. Tukaj pa prav zdaj zebene. Tukaj sem mogel obleči nekaj. No, tukaj je Bach Alpsee, tja gremo. Pa tukaj je Blumenfeld. Ta je ta dolga pot, razlika je pa pol ure. Ta je ta dolga pot, pa tukaj bojo rožice pa bla bla bla. Če greva pa tukaj bomo pa dalje švicali. No se v vsakem primeru, ampak gremo reč tukaj po krajši. Ka pa
Ja, jezero je pa tam v zadnji nekaj za onimi hribčki. Ja, takole pa cajt za malco, ne? Smo se klede malo sparkirali. Malo z razgledom. Evo, smo se najedeli, kako pa čupo imam. Položi si dam kot buk na glav. No, vse v redu. Slušaj. Tako je boljše, evo. No, zdaj ste videli, kje smo. Zdaj moramo iti, ali gremo do jezera, kle čez, torej po tej poti kle gor gre. Kle gor, pa kle čez dol, pa na drugi strani je jezero. Ali pa greva, bova šla, ko bova videla, ker ne ve, oblaki mislim, da se pucajo, veš. Niso več tako črni. Ker se nama gre, da ker klele dol, je pa potem tista gondola, kao postaja, ampak imajo tako lepo odskočno desko, da lahko ne, skočiš. Ne, se ne. Imaš razgled dol. In nočeva zdaj, da bi prišla tja, naprimer, da gre za jezero gledati, ker gor na goro ne bova šla na tisto, ker je v oblakih sa pa, kaj bomo na špic gor, ne bova šla, ker je pač v oblakah noter brez veze. Rajš greva tam, da greva jezero pogledati pa to, pa potem greva tam, ko bo vsaj razgled, ker kaj vam bomo kazali meglo, če hočete meglo pa oblake gledati, pejte gledati video od Rothorna, tam se boste nagledali tega. Tam je neomejeno, res. In ja, zdaj pa tako ne vejo, zdaj kaj bi naredila, ker ne bi rada, da slučajno nama oblaki zakrijejo, pa še tam tisto izvidno točko, pa potem zgubiva vse, ne. Zato pa sam mislim, da greva zdaj jezero pogledati, ker se oblaki kar pucajo. In pa greva dalje pa greva tja do postaje, pa pogledati, če razgled tam, da vam posnamemo. Kaj sem se najedel, moj. Prav dober je bilo. Evo, krave, ne? Mi smo vmes med pašnikom. Sploh ni nobene ograje ali pa karkoli, ne? To so krave prosto po Prešernu. Gremo zdaj paziti, kaj bom stopil, kot lela so stopinje. Mumu, alles gut? Ja, zdaj smo se najedeli, sva lepo pojedla vsak par sendvičev, pa domač paradajz, pa papriko, pa še potem na koncu čokoladko, cel paketek, evo, zdaj pa ga se dalje. Zdaj so pol lažji, pa še najedla sva vse, kar sva, ja vidim, ja, celo potičko. Cela patica in ja, sva že bila kar lačna, zgleda, ker nisem imela niti več energije za hoditi, ampak zdaj sem se napapala, zdaj pa gasa spet dalje. Kakšni kamni. No, evo, če ste pa prišli zdaj toliko daleč, ne, pa še tisti like dol stisniti, ker neko bedarijo 100% niste gledali toliko cajta, ne. Tako da tisti like tam spodaj stisniti, ne, pa da ne boste zamudili na naslednjega, ker če ste že tega gledali do konca, pomeni, da boste naslednjega tudi in potem najbolj že kar abonirate, res. Lej, druge ni, ker kar tako za brez veze, ne, vsi vemo, ne. Tako da, ajde, hiter tam stisnem klik, fertik in to je to, ne, in se vidimo naslednjič. Ajde.